Šotori so v redu. In danes je šlo kar hitro. Če nam bo šlo tako, bomo do jutri pri prijetnem slapu. Na to vsako leto taborjenje velikih in malih sester bi morali iti vsak konec tedna. Potem ne bi bilo vsakoletno. In če bi taborili vsak vikend, ne bi bilo tako posebno. A večkrat taborimo, bolje bomo taborile. Se spomniš, ko smo bile prvič tu in imela Rarity tisti orjaški šotor? Slišala sem te. Življenje na prostem mi gre že veliko bolje. A kaj ne? Ja, tokrat imaš s sabo samo 3 kovčke. Vem, kaj si misliš. Ampak prisežem, s seboj imam le najnujnejše. Kot tiste lučke tam? Seveda, kaj ti bo življenje, če ga ne olepšaš? Te jagode so videti naravnost slastne. Ne! V moji knjigi piše, da so izredno strobene. Kaj? Nekaj sem slišala in na nekaj sem stopila in videla sem tisto strašljivo jamo. Očitno me je še vedno malo strah tu po tistem našem zadnjem taborjenju. Ne skrbi, mala. Tokrat je tu tvoja velika sestra. Videti je super! To bo najboljše taborjenje velikih in malih sester vseh časov. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na poter, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Pohitite vse v kritje! Ne ujemite se v njihovo mrežo! Kako zdaj? Za mano, poni! Panav, strašna jama! Odkot so se vzeli ti grozni žužki? In zakaj so nam uničili tabor? Letavčki so z območja Lumljenega zaliva. Tako daleč na vzhodu jih pa še nisem videla. Najbrž jih je privabila hrana. Najbolje, da počakamo tu, dokler ne odidejo. Gnilo sadje! Kaj bomo pa zdaj? Hoteli smo se igrati in peči penice nad ognjem. Tukaj nimamo pa nič. To ni povsem res. Imamo drugo. Tako je. In če se želite, si lahko pripovedujemo zgodbe, da si krajšamo čas. Bi rade zgodbe? Imam cel kup zgodbic. Pozor, kvarniku, vse govorijo o meni in o moji carskosti. Bolj sem mislila na zgodbe ob tabornem ognju. Saj sploh nimamo tabornega ognja. Bom jaz uredila. Wow, kako hrabro. Nič takega. Saj si ne bomo pripovedovali strašljivih zgodb kot na zadnjem taborjenju, kaj ne? Dovolj hudo je že, da smo tu notri. Brez skrbi, Skutalu. Hotela sem povedati najljubšo legendo naju z Appleblum. Misliš o Rockhufu? Tam je zelo všeč. Tako močan je bil, kaj... Appleblum, nismo je še slišale. Dobro. Če pa tako dobro. No, res je. Rockhuf je bil dobro znan po svoji neverjetni moči. Ampak na začetku ni bilo tako. Veste, Rockhuf je bil drobcem fantič, sin kmeta. Tako močan je bil. Živeli so na vasi, ki je stala ob vznožju gigantskega vulkana. In vas je ščitila elitna skupina stražarskih ponijev po imenu Mogočne čelade. Mladi Rockhuf si je nadvse želel biti član Mogočnih čelad. Pa so mu rekli, da je preveč koščen in šibek, da bi ščitil vas. A Rockhuf ni hotel sprejeti zavrnitve.
Na to pa je nekega usodnega dne izbruhnil vulkan. Kaj se je zgodilo potem? Staljena lava je tekla po robu vulkana. In čeprav so se trudili, člani mogočnih čelad niso vedeli, kako rešiti vas. Morali so jo evakuirati, toda vaški poniji niso hoteli zapustiti domov. Vse življenje so preživeli tam, nikamor niso imeli iti. Zato se je Rockhoof odločil, da naredi nekaj norega. Pomislil je, da če preusmeri tok lave, bi tako lahko rešil vas. Začel je kopati jarek. Čakaj malo. In to čisto sam? Nemogoče bi bilo, da bi en sam poni tako hitro skopal jarek, da bi zaustavil lavo. Mislim, tega še jaz ne zmorem. Še dobro, da Rockhoof ni verjel besedo nemogoče. Še naprej je delal, čeprav je vedel, da ima malo možnosti, a bil je odločen. Na to se je zgodilo nekaj čarobnega. Rockhoof je postal vidno močnejši, a lava se mu je približevala. Neverjetno odločnostjo in surovo močjo volje si je Rockhoof zaslužil več kot mesto v mogočnih čeladah. Dobra zgodba, Applejack. Pa čeprav ni govorila o meni. To zgodbo obožujem, pa če še tolikokrat slišim. Kaj, ko bi preverili, če se že lahko vrnemo v tabor? Punce? Nimamo se več kam vrniti. Vse naše goranje je šlo v nič. Daj, Sweetie Belle, nič ne skrbi. Kako? Naš tabor je bil tako lep, ta jama pa tako... ni. O, ne, ni res. Lepota je vsem. Celo te bljak skale niso zares bljak. Če pozorno pogledaš, lahko v njih vidiš zlate drobce. In kako svetloba ognja pleše na steni jame? Senca in svetloba, kako je krasno. Sweetie Belle, sem ti že kdaj povedala svojo najljubšo legendo? Ne, sploh nisem vedela, da imaš. Ime je bilo Mistmane. Mistmane? Ni to tista stara zgubana coprnica z rožo? Ja, ampak si ti vedela, da je bila ona včasih najlepši samorok v vsej deželi? Ne. In kaj se je zgodilo z njo? No, Mistmane je bila zelo obetavna mlada čarovnica. Bila je nadarjena, obenem pa čudovita in prijazna. Vsi so imeli radi in jo pogrešali, ko so jo poslali na najboljšo šolo čaranja. Medtem ko je ni bilo, je bila vesela, ko je izvedela, da je bila njena prijateljica Sable Spirit okronana za cesarico. Komaj je čakala, da se po koncu šolanja vrne domov. Ko pa se je vrnila, je bila skrušena ob tem, kar je videla. Kaj se je zgodilo tu? Cesarica se je zgodila. Vsi poniji morajo dneve in noči graditi njeno palačo. Nimamo časa, da bi poskrbeli za karkoli drugega. Saj to ni mogoče, poznam jo. Tega že ne bi naredila. A ni bilo moč zanikati tega, kar je imela pred očmi. Sable Spirit je vsem ponjem vzela, kar je bilo čudovitega. Mistmane pa je bila prepričana, da za to obstaja razlaga. Tudi jaz bi tako mislila, če bi mi nekdo rekel, da je kdo od vaju postal zloben. Ja, tega ne bi verjela. Kaj pa vem, videla sem že, kakšni sta, kadar ne zatrkujeta. Hecam se, tudi jaz bi hotela odgovore. Tako kot Mistmane. Zato se je soočila s prijateljico.
Ne reci, da ne prepoznaš stare prijateljice. Saj je ne, moje prijateljice ne bi nikdar zgarale družine in prijatelja do kosti zaradi neke neumne palače. Neumne? Moja palača je luč čudovitosti. Kdorkoli bo šel mimo, bo osupnil od njene veličine. Kaj ti bo lepa palača, če samo prekriva nesrečo svojih ponijev? Lepota je vse. Tega si me ti naučila. Kaj? Vedno si bila tista lepa, šla si v najboljšo šolo čaranja. Vsi so te pogrešali, vsi so te imeli radi. Priznam, zavidala sem ti. Zato sem skušala izreči urok, ki bi me naredil lepo in lahko vidiš, kako mi je šlo. Prisegla sem si, da če ne morem imeti lepote, si jo bom vzela. Nisem bila izbrana za cesarico, veš. Naslov sem si vzela, tako kot si bom vzela vse drugo. Tega ti ne bom pustila. Pustila? Vsi so mislili, da je bila Sable Spirit poražena in da je zdaj to konec. Mist May pa je vedela, da lahko še bolj pomaga. Lepota res ni vse. Toda Mist May je vedela, da ima moč, da nasmeji ponije. Zelo se je žrtvovala, da je spet pričarala nasmeh na obraze prijateljev in družine. Vključno Sable Spirit. To si naredila zame, tudi potem, ko sem bila tako kruta. Sable Spirit je bila tako ganjena, da je prisegla, da se bo zgledovala po prijateljici. Od takrat je vladala s prijaznostjo in sočutjem. Čeprav se je odpovedala fizični lepoti, je življenje posvetila širjenju lepote po vsej Konjetaji. Kadarkoli daš vse od sebe, da bi komu polepšala dan z nečim takim, kot je šopek rož, greš po sledovih Mist Mayninih kopit. Mislim, da je to tudi moja najljubša legenda. Letavčki sploh ne odnihajo. Kaj hočejo pa zdaj od nas? No, če ti je prav ali ne, smo tudi mi hrana. To lahko dokažem z ugrizi. Kaj bomo naredile? Skoraj so že tu! Kaj? Zdaj žužki ne morejo noter. Mi pa ne moremo ven! Zdaj pa se malo umirimo. Naj spet prižgem ta ogenj. Počakati moramo, da gre roj naprej. Potem bomo nekako našli izhod. Kako dolgo pa? Ne živijo tudi medvedi v jamah? Wow, Skutelu, osredotočaš se na napačne stvari. Imaš načrt? Skoraj, ker imam zgodbo. Naj uganem. Govori o tebi? No, v bistvu ja. Govori o moji najljubši legendi Flashu Magnusu. Ni bil to ponij, ki se je spopadel z zmaji? Zmaji? Z velikimi in strašnimi ali s takimi kot je Spike? No, to so bili vsekakor veliki, strašni in zlobni zmaji. Ampak ne preveč. Lahko si ideš bližje, če želiš. Davno tega, preden so sploh ustanovili Wonderbolte, je bil Flash Magnus navaden kadet v kraljevi legiji. In legija je morala preleteti deželo zmajev, da bi svoje tovariše popeljala na drugo stran. Ko pa so se približali zmajem, so zmaji napali. Rekla si, da ne bo preveč strašno? Skoda, moja
potrpi. Kaj? Rekla sem, da če še malo potrpiš, obljubim, da ti bo konec všeč. No, da se vrnem k zgodbi. Flash Magnus in kraljeva Legija je skušala iti mimo zmajev. Zmaji pa jim niso pustili. Vsi poniji, umik! Flasha Magnusa in nekaj drugih kadetov je ločilo od bataljona. Uspelo mu je uiti, toda zmaji so ujeli njegova prijatelja in jo odpeljali v svoj brlog. Poveljnik, rešiti moramo ujeta tovariša. Cenim tvojo zvestobo, Flash Magnus, a mimo teh zmajev je nemogoče priti. Nič ne bo delovalo. Poveljnik je imel prav. Zmajev ne moreš premagati. Lahko pa jih prelisičiš. Poveljnik Ironhead, prepričan sem, da letim hitreje od zmajev. Če bi jih zvabil, da bi me lovili, se lahko vi pritihotapite v brlog in rešite prijatelja, preden se vrnejo. Si res pripravljen toliko tvegati, vojak? Ja, gospod. Počneš zelo pogumno reč. Potreboval boš prav vso pomoč. Je to Netitus, ognjevarni ščit? Že več rodov ščiti junake Legije in danes ni ponija, katerega bog bi bil bolj vreden Netitusove zaščite. Vso srečo, vojak. Hej, ujemi me, ognjeni dah! Če me moreš! Hej, kar ujemi me! Hej, tukaj sem! Medtem ko je Flash Magnus hrabro letel za življenje, je poveljnik Ironhead rešil svoje vojaka. Flash Magnus je letel hitro kot veter. Hitreje od zmajev. Vedel pa je, da tako ne bo šlo nedogled. Na srečo je imel načrt. Zmaja je vodil naravnost v nevihto, ki jo je potaknila Legija. Le en dotik strele in zmaji so se umaknili. Načrt Flasha Magnusa je uspel. Wow, res mi je bil všeč ta konec. Sem ti rekla, vedno mi je bil navdih, da sem hrabra in carska kot sem. Ja, najbrž me res malo spominja na te. Najbrž, daj no, prav tako sem kot on. Hej, slišite to? Jaz ničesar ne slišim. Tako je. Tisti zoprni letavčki so odšli. Lahko gremo ven. Ali pa ne? Preveriti moramo, če lahko gremo ven kje drugje. Hočeš reči, da bi šle globje v tam na strašljivo jamo? Skutelu, spomni se zgodbe. Hrabra moraš biti tako kot jaz in Flash Magnus, velja? Vodo slišim. In če tu teče voda, potem... Morda vodi do izhoda. No, dobro, na 3, 1, 2, 3! Oh, no, kdo bi si mislil? Našli smo bližnjico do petnega slapa. Tako čudovit ni bil videti še nikoli. No, skoraj. Res nam je žal, da tabojenje ni bilo takšno, kot smo upali. Se hecaš, ta izlet je bil zakon! A res? Poslušali smo zgodbo o legendah in šli smo na pustolovščino.
Čakaj, bi rade še ostale? Seveda bi! Ta drevesa lahko spremenimo v prijetno zavetje. Lahko priskrbimo velika debla in veje za gradnjo. In stavim, da bomo našli še kaj jagod. Gremo! Komaj čakam, da vidim, kaj se bo zgodilo drugo leto. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.